Pozdravljeni v oddaji Young EU Voices. Dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica smo za vas pripravili sklop oddaj o informacijski varnosti in varstvu podatkov. V današnjem digitalnem svetu, na vseh ravneh povezanem preko spleta, je varovanje osebnih podatkov še posebej zanimiva in tudi pereča tematika. Kako smo zaščiteni pred zlorabami? Kako ravnamo z občutljivimi podatki in kako se lahko zaščitimo sami? O temu bomo govorili z ljudmi, ki delajo z osebnimi podatki, strokovnjaki z tega področja in z našimi evropskimi poslanci. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Na temo informacijska varnost vam bomo postavili par vprašanj. Prvo je, kaj je informacijska varnost? Informacijska varnost je strokovno področje, ki se ukvarja z zaščito podatkov v informacijskih sistemih. Informacijski sistem danes razumemo na različne sisteme. Ozkotehnično gledano so to računalniki, ki se povezujejo v omrežja. Če pa gledamo iz uporabniškega vidika, so pa informacijski sistemi vse elektronske naprave, od mobilnih telefonov, tablic, prenosnih računalnikov, strežnikov, delovnih naprav v podjetjih in seveda tudi ostali elektronski elementi, ki imamo vgrajene v avtomobile. Najpogosteje se danes srečujemo tukaj v hišne naprave, kot so televizije, imenujemo jih pametni televiziji, pametni hišni aparati in tako naprej. Torej, informacijske sisteme za uporabniški vidik lahko opredelimo kot elektronske naprave, krmiljene s pomočjo računalniških elementov, ki jih povezujemo v skupno mrežje. Najpogosteje še v internet preko različnih standardov povezovanja. Naši osebni podatki so vse, kar nas opredeljuje kot posameznika v družbi. Vse od splošno znanih, kot so naše ime, leto našega rojstva, naša izobrazba, telefonska številka, pa vse do tistih bolj občutljivih, kot so naša zgodovina brskanja po spletu, nakupi, zdravstveni podatki in podobno. Svoje osebne podatke moramo zaščititi pred nepooblaščeno uporabo ali zlorabo. Kaj za vas pravzaprav predstavlja pojem varstva osebnih podatkov? Jaz bi rekel, da je varstvo osebnih podatkov en temeljnih pojmov v informacijski družbi. Kot vemo, so danes podatki nova nafta, rečemo, in za osebne podatke to še bolj velja. In tudi naša dejavnost je, po kateri smo tudi širše znanje, ravno ozaveščanje o varstvu osebnih podatkov, zasebnosti, pa nasploh o pametni rabi tehnologije. Zagotovo je pomembna tema, kajti sodoben splet nas je tako povezal, da algoritmi, ki delujejo v ozadju teh velikih sistemov, nas ima dobesedno na rentgenu in v Evropi se tega najbolj zavedamo, zato je tudi Evropa prva stopila odločno na pot, da se posameznika v tem delu tudi zakonsko zaščiti. Osebni podatki so informacije, ki sestavljajo v bistvu vso zgodovino človeka, njegovo doseganje cilja, njegovo zdravstveno stanje, njegovo bivališče in tako naprej. In danes živimo v času, v katerem bolj kot kadarkoli prej lahko te podatke hranimo, zbiramo, povezujemo med seboj in to pomeni tudi, da postaja vse bolj pomembno, da ima posameznik nadzor nad podatki, ki o njem krožijo, ki si jih lahko drugi izmenjujejo, in varnost osebnih podatkov za nas pomeni ravno to, da posamezniku omogočimo nadzor nad njimi, upravljanje z vsem, kar predstavlja v bistvu njega, njegovo delo in njegovo preteklost. Ni vseeno, kdo brska po naših podatkih, ni vseeno, kaj mi delamo s svojimi osebnimi podatki. Je pa tako, ta nova tehnologija, ti novi mehanizmi, ki so na voljo, nas hitro zvabijo v past. In hitro, brez da bi dvakrat premislili, vtipkamo v telefon, v računalnik, v tablice svoje podatke, kar dostikrat kasneje potem tudi obžalujemo, ampak tisto, kar je vpisano, tisto se ne zbriše več. In tukaj moramo biti zelo pazljivi. To je za nas pravzaprav bistveno vprašanje. Mi namreč zelo veliko delamo z ljudmi, prodajamo storitve, smo javni zavod z področja izobraževanja odraslih in zato, ker prodajamo storitve, ljudje k nam pridejo in nam veliko povedo o sebi. To je nujno potrebno, zato mi lahko svetujemo, da izberemo pravo izobraževanje in neizbežno se srečamo z njihovimi osebnimi podatki.
Torej, kot rečeno, je to za nas izjemno pomembno področje, ker zbiramo tako tiste podatke, ki jih morda vi razumete kot osebne, se pravi davčno, matično, EMŠO, podatke o tekočih računih in podobno. Poleg tega še pa vrsto takih bolj subtilnih podatkov, naprimer, koliko so pisali matematični test včeraj, katera delovne izkušnje znanja imajo, ko jim priznavamo predhodno pridobljeno izobraževanje, in podobne podatke, ki sami po sebi na videz niso nujno tako, bom rekla, problematični, ne, da bi lahko jih kdo zlorabil, lahko pa pomembno vpliva na kakovost življenja posameznika. Torej, ko govorimo o osebnih podatkih na Ljudski univerzi, si rečemo, da vse, kar v tej hiši nastane, v tej hiši tudi ostane. Vsi naši zaposleni podpišejo izjavo o tem, tudi študentje, tudi praktikantje, da vsi podatki, s katerimi se srečajo, jih tretiramo kot občutljive podatke in tako tudi potem ravnamo. Skratka, temu področju posvečamo zelo veliko pozornosti. Varstvo podatkov je seveda zelo pomembna tematika, tudi občutljiva tematika in se z njo v Evropskem parlamentu zelo veliko ukvarjamo. Na tej ravni bi poudarila, da smo mogoče uporabniki spletnih omrežij nekoliko neprevidni, ko nalagamo nanje osebne podatke. Ja, varstvo podatkov zopet iz čisto strokovnega vidika lahko opredelimo kot zaščito podatkov pred razkritjem, nepooblaščenim. Za klasične uporabnike pa to pomeni, da podatke, ki jih ne želim deliti z drugimi ali pa ki jih želim deliti v nekem omejenem obsegu z tistimi, ki te podatke potrebujejo, da ta obseg kontroliram in da imam stalni nadzor, kje podatki so, kdo z njimi operira in seveda tudi komu jih sporoča naprej. Torej pomeni, da tisti, ki niso pooblaščeni do teh podatkov, naj ne bi prišli. Zdaj, večina ljudi misli, da je v bistvu varovanje informacij oziroma podatkov povezano z varovanjem pred računalniškim kriminalom, vendar ne gre samo za to, gre tudi za varovanje pred drugimi grožnjami, recimo informacijskega sistema, ki je podvržen recimo grožnjam z področja integritete, dostopnosti in zaupnosti varovanja podatkov, se pravi, da se podatki pokvarijo, da niso dostopni ali pa tudi, da nekdo zve za njih, ki ni za to pooblaščen. Gre tudi za to, da varujemo v bistvu opredmetena in neopredmetena informacijska sredstva, se pravi po domače povedano računalnike, obenem pa tudi papir, pa tudi informacije, ki jih hranimo v glavi, ki jih govorimo okrog in podobno. Z varovanjem podatkov se na različne načine srečujemo praktično povsod. Različne so tudi stopnje zaščite osebnih podatkov, odvisno od vrednosti informacij. Nekateri osebni podatki se morajo hraniti in pri arhiviranju prav tako veljajo pravila določena z zakonom. V šolah pravzaprav upravljamo z ogromno količino osebnih podatkov, ker je šola sistem, v katerem se srečuje zelo veliko različnih deležnikov. To so zaposleni, učenci, njihovi starši, tudi zelo veliko sistemov se srečuje znotraj šole, socialni, zdravstveni, finančni sistemi. Tako da imamo mi pravzaprav ogromno podatkov o vsakem posamezniku, ki so v veliki meri tudi občutljive narave. Tako nekatere podatke smo dolžni hraniti, dolžni smo jih ustvarjati, dolžni smo s temi bazami podatkov upravljati in jih seveda tudi varovati in zagotavljati njihovo varnost. Najprej so tu podatki, ki jih moramo zbirati po zakonu. Mi smo nosilec pooblastila strani različnih ministrstev, kar pomeni, da tudi izdajamo javno veljavne listine, tako nas spričevala, potrdila in še cel kup drugih odločb in sklepov, iz katerih izhajajo neke pravice za naše udeležence izobraževanja. Se pravi, to je že področje, ki je zakonsko zelo natančno urejeno, zbiramo samo tiste podatke, ki jih res potrebujemo in potem na podlagi njih odločamo. Še bolj pomembno kot zbiranje je, kaj s temi podatki potem naredimo. Se pravi, obdelujemo jih samo na tiste načine, za katere nekdo od nas pričakuje. Naprimer, če nekdo financira nek program, naprimer osnovno šolo za odrasle ali pa srednjo šolo, potem ministrstvo od nas pričakuje, da poročamo o tem, kdo je v šolo vpisan, koliko je star, kakšnega spola je, kako je bil pri tem uspešen. Drug pomemben element je, kako dolgo hranimo te podatke. Tudi tukaj nam zakonodaja nalaga določene roke hrambe. In tudi ne samo roke, pač pa tudi kakovost tega hranjenja. Se pravi, ali sami zagotavljamo dovolj kakovostno hrambo teh podatkov, ali pa se morda povežemo s kom od zunaj, recimo z arhivom ali kaj podobnega. No, mi zaenkrat vse to počnemo sami.
kar pomeni, da se podatki hranijo v posebnih ognjevarnih omarah na poseben način, se pravi v obliki knjige, delovodnika, zapisa in podobno. In se potem seveda, ko poteče rok hrambe, prestavijo v arhiv. Kaj opredeljuje vrednost informacije? Vrednost informacije je mera, s katerim uporabnik oziroma lastnik informacije opredeli njeno dejansko vrednost, ki jo lahko merimo v denarju ali pa v rabi te informacije. Vrednost informacije, recimo za posameznika, če dam en kratek primer, za vas vaši osebni podatki nimajo neke posebne vrednosti, ker so pač vaši. Če pa nekdo te podatke pridobi in jih uporabi v lasten namen, je pa vrednost taka, kot je njegov izplen. Zopet morda primer za lažje razumevanje, ste naročnik nekih posebnih storitev v internetu in če pridobim podatke o vaši naročnini, ima zame vrednost, tista končna, je tista, za kolikor denarja sem prihranil s tem, ko sem zlorabil vašo informacijo. Pri varovanju podatkov v informacijski varnosti poznamo več osnovnih principov. Na podlagi teh se upravljalci osebnih podatkov odločajo za načine varovanja in nivoje zaščite. Varovanje podatkov v osnovi, ko pogledamo, kakšna je vrednost informacije, opredeljujemo s 3 elementi. Ena je razpoložljivost podatkov. Ali so nam podatki takrat, ko jih potrebujemo, dostopni? Seveda, shranjeni so v informacijskem sistemu, dostopni preko omrežja ali vsi sistemi, s katerimi dostopamo do podatkov, so na voljo in delujejo, kot je predvideno. Druga vrednost je, ali so te podatki ustrezno zaščiteni, torej, da jim lahko zaupam. Namreč, če pride v času dela do manipulacije s podatki, vam nekdo spremeni vrednosti in ne morete zaupati, in je to ta druga vrednost. Kakšna vrednost je zaupanje v podatke in če so ohranjeni, je zaupanje najvišje. In tretja vrednost je, kako te podatke lahko uporabim. Imamo podatke, ki nam ne pomenijo nič, ker jih ne moremo uporabiti, in imamo pač podatke, na podlagi katerih delujemo in seveda z njim ali poslujemo v poslovnem svetu, se dnevno odločamo v zasebnem svetu in podobno. S čim pa se zagotavlja to varstvo podatkov? Zdaj, na običajne načine. Eno je že to, da je ta prostor varovan, da ne more vsak v njega, potem da tisti, ki upravljajo s tem, ki delajo s tem, so posebej usposobljeni in da pač pazimo, komu daš dostop do kakšnih strežnikov, do kakšne pravice upravljanja, pazimo na nivoju omrežja, da ščitimo posamezne sloje ali pa strežnike s podatki, običajne stvari. Varstvo osebnih podatkov v bistvu šole zagotavljamo same, seveda z vestnim delom zaposlenih, s skrbjo nad tem, kakšni podatki so ustvarjeni, kako so hranjeni, komu jih posredujemo. Pri tem pa nam pomaga tudi zunanji izvajalec, kajti v šolstvu nismo pravni strokovnjaki, mi smo predvsem v največji meri pedagogi. Tako da z pravnimi vidiki hranjenja podatkov smo seznanjeni, vendar pa pri tem potrebujemo za izvajanje tudi pomoč. Jaz sem o tem razmišljal malo, pa sem rekel, da gre predvsem za 2 pogleda. En pogled iz vidika, katere informacije so to. Prvič gre za informacije samih bančnih delavcev, se pravi informacije, ki jih v banki obdelujemo, in same informacijske sisteme, ki jih uporabljajo bančni delavci. Se pravi, to je en vidik. Drugi del so pa informacije in informacijski sistemi, ki jih pa uporabljajo naše stranke. Potem sta pa še te 2 druge dimenzije, recimo en pogled je ta pogled varovanja informacij z vidika upravljanja tega varovanja. Tukaj pomeni vzpostavljanje politik, nadzor izvajanja politik in podobno. Drugi del je pa praktičen, operativen, se pravi, kako res to izvajamo. Se pravi, tukaj gre pa za nastavljanje določenih informacijskih sistemov, se pravi, nekih požarnih pregrad in podobno, zato da delujejo, in potem tudi upravljanje incidentov, recimo, kadar se zgodijo. Načeloma izvajamo v bistvu varovanje informacij sami. Tukaj pravzaprav so vsi delavci banke pravzaprav vključeni v to in seveda tudi uprava. Obenem so pa nekateri ljudje v banki posebej za to zadolženi, vendar za nekatere stvari uporabljamo tudi zunanje izvajalce. Zdaj, tukaj je najpomembnejši del je
naprimer uvajanje pa tudi vzdrževanje nekaterih informacijskih sistemov povezanih z varovanjem informacij, potem izvajanje varnostnih pregledov, se pravi pen testov, pa tudi izvajanje revizij. Tam se pa tudi nekakšne zunanje navezujemo. Je pa res tudi, da tudi dobro sodelujemo pa z drugimi organizacijami z tega področja, recimo tudi v Sloveniji z SICERT-om. Mehanizmi dostopa do podatkov so tradicionalni z uporabniškim imenom in geslom preko informacijskih sistemov. Sodobne naprave, kot so mobilni telefoni, tablice, prenosni računalniki in tudi nekatere druge naprave, pa omogočajo druge nadzore dostopa ali pa lahko jih imenujemo tudi identifikacijo uporabnika. Recimo en primer je prstni odtis na mobilnem telefonu, tablici, drugi primeri so z razpoznavanjem obraza, tretji primeri so razpoznavanje govora, hoje in tako naprej. Odvisno od tega, v kakšne naprave so te principi dostopa vgrajeni in seveda tudi, kako želite omejiti uporabnika. Če želite, da se identificira s prstnim odtisom, potem izberete ta ali pa s kontaktom, potem izberete princip prstnega odtisa. Če je potrebno recimo odpiranje vrat na daljavo za tiste, ki so pooblaščeni, lahko to naredite z razpoznavo obraza, razpoznavo hoje, glasu in tako naprej. Varstvo podatkov je zelo aktualna tema, o kateri povprečni državljani pravzaprav ne vemo prav veliko in jo jemljemo kot samoumevno. Vendar na izzive povezane z upravljanjem osebnih podatkov naletimo v vseh podjetjih, organizacijah, društvih, prav tako pa tudi na državni in še širše na evropski ravni. In prav na evropski ravni v Evropskem parlamentu poslanci odločajo o vseh aspektih naših življenj. Zato je zelo pomembno, da se udeležimo volitev v Evropski parlament, ki bodo 26. maja. Naši poslanci bodo v prihodnjem mandatu soodločali o uredbah in direktivah glede varstva naših osebnih podatkov. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnje oddaje.